Lepo pozdravljeni v oddaji Prividi. Vlada dr. Roberta Goloba je lani na predvečer 17. maja, ko bi prvič praznovali nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja, ta spominski dan ukinila. Zgodovinar profesor dr. Mitja Ferenc je zato oblikoval peticijo o ohranjanju spomina na žrtve komunizma v Sloveniji, ki jo je sprejel odbor za peticije Evropskega parlamenta. Kaj predlaga ta peticija in kaj pomeni spravna pobuda vse posvojitev v luči pravice slehernika do groba in spomina? O tem govorimo v tokratni oddaji. Naši gostje so, z mano v studiu je gospa Romana Bider, snovalka spravne pobude vse posvojitev. Potem je z nami Silvo Šinkovec, duhovni asistent Društva katoliških pedagogov Slovenije. Prek povezave Zoom pa sta se nam pridružila profesor dr. Mitja Ferenc, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, profesor zgodovine, in profesor dr. Janez Juhant z Teološke fakultete Univerze v Ljubljani. En lep pozdrav vsem skupaj. Začnimo z vami, dr. Ferenc. Torej, vi ste oblikovali peticijo o ohranjanju spomina na žrtve komunizma in ste z njo seveda uspeli prepričati tudi Evropsko odbor oziroma evropske poslance. Povejte nam kaj več o tej peticiji. Ja, razlog za peticijo je bil pravzaprav to, kar ste v uvodu omenili, ukinitev tega dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja, ki ni v skladu z resolucijo o evropski zavesti in totalitarizmu iz junija 2009, ki govori, da se je treba vse žrtve vseh treh totalitarizmov enako spodobno spominjati. Ugotavljamo, da temu danes v Sloveniji ni tako, in kar je pokazalo že to, da je bil dan spomina, prvič, ko se je spominjal, bil tako drastično ukinjen, pravzaprav sredi komemoracije, sredi slovesnosti, kar na korespondenčni seji, po besedah enega od poslancev koalicije, zato ker so se ljudje že zbirali. In se mi zdi, da tako se z državo niti z zgodovinskim spominom ne dela. Potem je nekaj zgodovinarjev in drugih osebnosti smo napisali neko izjavo, javni poziv vladi, da če je to naredila, je naredila napako in jo prosili, da naj to napako popravi, naj ponovno vrne dan spomina v slovenski koledar, pa se to ni zgodilo. Zato je bila lani poleti potem oblikovana ena peticija, ki je romala na evropske institucije, na torej komisijo za peticije v Evropskega parlamenta in bila sicer najprej, bom rekel, nesprejeta z razlogom, saj Evropa že spoštuje spomin na vse žrtve vseh treh totalitarizmov. Vendar smo potem v odgovoru na to zavrnitev pravzaprav dopisali, da pri nas v naši državi temu ni tako in da bi radi to dodatno objasnili. In tudi zaradi tega, ker je bila peticija tako množično podpisana, namreč naj povem, da jo je podpisalo enkrat več ljudi kot drugo najbolj podpisano peticijo v letu 2023, je tudi komisija, in naj še to povem, da v vseh 20 letih od vseh peticij, ki so romale iz Slovenije, je bila to najbolj podprta in podpisana peticija, je Evropski parlament sklenil, da to lahko zagovarjamo. In šel sem pač v to Evropo, pomoč evropskih poslancev, da zagovarjam to peticijo in da obrazložim v kratki obrazložitvi. In sem pričakoval, da morda bo treba prepričevanje tako kot v naši državi, kjer nas prepričujejo, da ne smemo gledati v preteklost, da gledamo samo v prihodnost in da so to stvari, ki nikogar več ne zanimajo. Vendar sem bil izredno presenečen, nisem mogel verjeti svojim besedam, da so vsi poslanci, ki so se prijavili k razpravi, potrdili to, da smo se upali sploh to peticijo vložiti in da niso vedeli, da so pri nas razmere tako drugačne, da kultura spominjanja, ki je v vseh državah nekaj normalnega, v naši državi temu ni tako.
In po besedah poslancev, ki so se prijavili k razpravi, so seveda potrdili in tudi sklep Komisije za peticije je bil, da bodo pozvali slovenske institucije, torej parlament in pa vlado, da obrazloži situacijo, ki je v Sloveniji. Jaz še ne vem, ali je vlada dobila to oziroma če je odgovorila na vprašanja Evropske komisije oziroma Komisije za peticije. Sigurno je ta institucionalni rok že potekal, bi pa si želel vedeti, kaj je na to odgovorila. Ampak ne glede na odgovore, bi bolj pričakoval, kaj bo z dejanji naše izvršne oblasti. Ali se bo kaj spremenilo v naših glavah, ljudi, ki vodijo našo državo, ali bomo ostali še naprej in živeli v nekem razkolu. Poleg tega dan spomina, ki je nekaj najbolj normalnega, torej naj povem, da tukaj ne gre samo za mrtve, ki jih po 80 letih še iščemo, in za sorodnike, ki bi želeli po 80 letih vedeti, kje so njihovi grobovi. Gre za tudi bolečino drugih, gre za tiste, ki so bili v taboriščih, ki so bili žrtve nasilnega selitve, streljanja na državni meji, na sodnih procesih in nasilnih razlastitev premoženja. Torej vse to bolečino teh ljudi, ki so trpeli, in njihovih sorodnikov v prejšnjem režimu, je potrebno spoštovati. In če ta dan spominjanja ne bi smel biti problem, je to namreč v neki evropski tradiciji povsem nekaj normalnega. In tukaj bi želeli, da se v glavah naših vodilnih spremenijo stvari. Doktor Ferenc, zdaj se bo Evropska komisija zamenjala, bližajo se evropske volitve. Kaj zdaj to pomeni za to peticijo? Ja, tudi to, pozabil sem pomeniti. Torej, rezultat sklepa te komisije je bil, da peticija ostane odprta. Torej, jo bo obravnaval tudi naslednji sklic parlamenta. In to je pomembno, torej, da se ne zaključi in da je še vedno, rečemo temu, pod nadzorom, pod očmi ljudi, torej naše širše domovine, naše Evrope, če temu tako rečem. In kaj pričakujete od slovenske vlade? Kaj bi morala vlada storiti? Kaj bi morala vlada storiti? Vlada bi morala storiti, marsikaj bi temu rekel. Če nekako razumemo, da smo živeli v 45 let v enopartijskem sistemu, pa je zdaj že 34 let, ko smo v demokraciji, ko imamo strankarski sistem, ko smo pravzaprav že od 8. julija 2090, ko smo se zbrali na tako imenovani spravni slovesnosti oziroma na simbolnem pogrebu domobrancev v Kočevskem Rogu, pričakovali, da bo država stopila hitreje na pot tega humanitarnega civilizacijskih dejanj, ki so bili v preteklem režimu zamolčani, ki jih ni smelo biti. Pa zdaj opažamo, da se po 34 let še vedno soočamo z nekimi osnovnimi temeljnimi civilizacijskimi nalogami, ki bi jih vsaka država morala narediti. To so vprašanja mrliških listov, to je vprašanje, naj ne rečem, najosnovnejšega pokopa. Vse vemo, kakšne težave imamo z pokopom romskih žrtev, da imamo vprašanje nezmožnosti pokopa v Ljubljani 3450 žrtev iznešenih iz Macesnove Gorice in pa drugih grobišč. Torej, jaz si ne želim, da bi moja generacija in pa moji zanamci bili soočeni, da smo živeli v generaciji ali pa v nekem krevnem načinu vladanja, če se spomnimo samo Antigone, Polinejka in pa torej od dveh bratov, od katerih je eden smel biti pokopan, eden pa ne, oziroma eden je smel biti pokopan, druga pa so prepustili v Edem. In ne razumem, da se moramo po 80 letih še vedno prerekati z mestnimi oblastmi in z županom, ali smejo posmrtni ostanki, skeletni ostanki ljudi, ki jih najdemo po 80 letih, biti pokopani v glavnem mestu ali ne. To je zame nekaj nerazumljivega in da se po tolikih desetletjih še vedno ubadamo z temi osnovnimi civilizacijskimi vprašanji, je nedopustno.
No, omenili smo to slovesnost ob Narodnem dnevu spomina na žrtve komunističnega nasilja 16. maja lani. Sama sem to komentirala. Takrat ste rekli, torej ti, ki so pripravljali na tej slovesnosti, navajam, nismo imeli svojih nirnberških procesov, korektnih juridičnih postopkov, kakršnekoli ilustracije in posledične katarze očiščenja in narodove ozdravitve. Gospod dr. Juhan, tudi vi ste bili prisotni na tisti slovesnosti. Kako ste jo vi doživljali? Ja, osebno sem tudi kot predsednik društva Združeni obliki sprave pri tem sodeloval v imenu društva. Doživljal sem jo kot popolnoma pietetno komemoracijo naših pokojnih, tudi kot manifestacijo ali prikaz tega, da smo ljudje, to se pravi, da, kakor je naslov prireditve, da moramo poskrbeti za vse dostojne stvari, o čemer je bilo pravkar govora. Sam sem tudi kot član društva vse skozi spremljal te procese sprave in k temu, kar je bilo rečeno, kar je rekel gospod Ferenc, bi dodal še, da je bilo zanimivo leta 1989, ko se je posadila lipa sprave, zbranih kakih 3000 ljudi, pa potem tudi še par let potem. Kasneje se je to zmanjšalo, ker smo vsi pričakovali, da bo te zadeve, ki so takrat nekako, bi rekel, izbruhnile iz ljudi, zdaj pa lahko pokopljemo svoje mrtve, zdaj lahko obiščemo njihove grobove, zdaj se bodo stvari začele urejati. To se je potem vse bolj zapletalo, tudi vse pristojne komisije za rehabilitacijo povojnih žrtev, pa tudi naše društvo se je soočalo s temi problemi, vse skozi neke zavore, niso bili sklenjeni zakoni, po katerih bi se žrtve rehabilitiralo, drugič pa potem tudi niso bili sklenjeni zakoni, da država izstavi mrliške liste, da pomaga potem tudi ljudem, da bodo prišli, kje so ti svojci. Vse te stvari so nekako ostale v zraku in zato je ta slovesnost tudi izraz tega, da se moramo bolj zavzeto prizadevati, da bodo vsi ljudje enakopravno lahko sodelovali, predvsem pa to, kar je osnovno civilizacijsko pravilo, da bodo mrtvi pokopani, da bodo dobili mrliške liste, tudi da bodo ljudje, to se stalno ponavlja v teh razpravah, dobili vedenje, kje so bili njihovi svojci pomorjeni, kje so bili zakopani in vse te stvari kažejo na to, da naša družba nekako še ni dovolj demokratična. Rekel bi, da je takrat, ko se je odkrila huda jama, na nek način Slovenija vendarle začutila to potrebo, kaj groznega se nam je dogajalo in so vsi ljudje onemeli, ko so videli ta nestrohnena trupla. Potem se je pa to spet zamrlo, ampak bistveni problem, ki ga s to slovesnostjo tudi izkazujemo, je, da moramo vsem ljudem omogočiti vstop v družbeni prostor, zato da bomo te rane, ki so tako v storilcih in njihovih potomcih, kakor seveda pri žrtvah in njihovih potomcih, ozdravili, da bomo začeli demokratično poslovati in delovati tako, kot je gospod Ferenc doživel to v Evropskem parlamentu kot normalna država. Pred kratkim smo imeli tudi s temi vprašanji vsi člani te skupine razpravo v komisiji za peticije našega državnega zbora in tudi tam smo bili spet deležni tega, da odpiramo ideološke teme, čeprav se pravzaprav zavzemamo samo za to, da bi vsak živ in mrtev imel svoj prostor pod soncem v naši demokratični državi. Doktor Juhant, zdaj takrat lani, recimo, je praktično smo med prireditvijo izvedeli, da je Državni zbor oziroma vlada je ukinila kar na hitro ta zakon
In poslanec državnega zbora, eden od poslancev, ne bom zdaj imenovala njegovega imena, vsi vemo, kdo je, je dejal, so se že začeli zbirati. Kaj to pomeni? Kdo se je zdaj začel zbirati? Kako ste vi to doživeli? Glejte, bil sem zelo žalosten in sem še vedno, da se določene ljudi v naši družbi nekako obravnava kot drugorazredne, kot tiste, ki se naj ne bi zbirali. Zakaj pa se ne bi vsi zbirali, vsak s svojimi željami, hotenji, tudi družbenimi problemi in njihovim uveljavljanjem. Predvsem pa seveda se moramo pa vsi zbirati. Jaz mislim, da bi se morali tudi drugi zbrati in mi smo tudi povabili ljudi, če tako rečem, z tako imenovane druge strani, ker smo vsi državljani in je skrb za to, da so ljudje pokopani, ti ljudje iz Cesnove Gorice oziroma njihova trupla, ki so v Kočevju, čakajo na pokop in to ni samo moja odgovornost ali pa samo odgovornost naših društev ali pa gospoda Ferenca ali pa vseh drugih, ki se za to zavzemamo, ampak je odgovornost celotne naše države, predvsem pa tistih, ki sedijo v parlamentu, ki sedijo v vladi. Oni bi morali poskrbeti, da se bodo vse stvari, ki zadevajo kateregakoli državljana, demokratično, zakonsko in postavno, predvsem pa kulturno, civilizacijsko urejevale in bomo normalno zaživeli. To je tisto, kar pravzaprav tega se moramo zavedati in to je naša prihodnost in s tem se bodo začele rane, ki nam jih je povzročila nasilje preteklega režima in seveda tudi drugih totalitarnih režimov začele celiti in bomo bolje in tudi z večjim upanjem v prihodnost zaživeli. Gospa Romana Bider, vi ste avtorica te pobude Vse posvojitev. Za kakšno pobudo gre? Kaj je bistvo tega? Bistvo pobude je to, kar že samo ime pove. Ja. Vzeti vse za svoje. Pri tem je pač mišljeno vzeti vso zgodovino za svoje, vso tragičnost, vse ljudi, tudi konec koncev, ne samo vaše, naše, ampak vse ljudi. Da vzamemo nekako vso to našo strašno zgodovino za nekaj, do česar se je treba nekako obnašati civilizirano, se pravi vzeti v spomin in predelati. Ker ključna stvar se mi zdi, da je pač bistvo naroda je imeti skupen zgodovinski spomin. Seveda imamo najrazličnejše vidike, kar so se stvari dogajale, ampak nihče ne sme biti izločen iz tega spomina in sam na tak način bomo lahko stvari predelali. Ker mi se zdi ključna stvar pri tem, da določen fragment te zgodovine, in to tisti najtežji, ne more biti normalno predelovan. Ravno zaradi tega je prišlo pač tudi do tele slovesnosti in upamo, da bo to postala neka vrste tradicija, ker pač skozi vso zgodovino vidimo, da so ljudje razvijali obredje, da so spoprijemanje z vsemi mogočimi stiskami in seveda tudi za poslavljanje s pokojnimi. In recimo, recimo jaz, ko sem pač dolg časa na svetu, že vidim, kako se recimo današnje poslavljanje od naših mrtvih, kako se spreminja v primerjavi s tem, kaj se in kako je bilo recimo mogoče pri moji stari mami, kaj sem par desetletij nazaj. Vse nam gre v neko konfekcijo, v nek performans. Hitro, ne? Tako. Ja. In to ne vem. Že recimo, ne vem, tam se spomnim, zelo mi je dal misliti en moj sosed, ko mi je umrla žena, kako se je poslavljal od svoje žene. Recimo, ta prva stvar, ki mi je danes prišla na misel, ustavil je uro. Zanj se je ustavil čas. Danes tehle naših elektronskih ur še sploh ne moramo več ustaviti. Kakšna simbolika je v tem, da se ura ustavi takrat, ko en človek gre? Ampak prav na tej prireditvi pa je dejansko tudi v fizičnem smislu vsakdo posvojil
nekoga, ki je bil tako ubit. Ja, jaz sem zdaj malo se poskočila, nisem opisala tele vse posvetve. Pri tej pobudi gre za to, to je pač spletna aplikacija, kjer lahko vsak od ljudi, pač, ko ga to zanima, rečemo, ljudje dobre volje smo najbrž to, lahko vzame kot svojo eno izmed teh oseb na seznamu približno 100.000 žrtev in jo ima kot enega svojega svojca, ne, se pravi, zanjo moli, na njo misli, lahko daruje mašo. V glavnem, ta oseba se nekako poveže z njegovim življenjem. Skrbite za to osebo. Tako, tako. Koga ste vi posvojili? Jaz sem po naključnem izboru dobila eno gospo, se pravi, dve opciji stane, da lahko ti računalnik nekako določi eno osebo ali pa lahko najdemo osebo pač glede na podatke, ne, ker ljudje zelo iščejo svojce. Mu je bilo nekako logično, da vsak svojega svojca že ima za posvojenega, ampak ni tako, je težko, ker ljudje imajo premalo podatkov, to je pač še pri nam zelo komplicirano. Se pravi, jaz sem dobila eno gospo iz Bevk, ki je bila ubita v strašni situaciji. Naslednji dan bi morala biti, 24 let je bila stara, bila je zaročenka, bila je v službi v Ljubljani. Naslednji dan bi morala biti birmanska botra sosedovi dekelci, ko so prišli in pobili 4 člane družine, po enem naključju so se jih enih par uspelo izogniti in to zaradi takih popolnoma neprimernih razlogov. In ta Petronila Lichtenberg je njeno ime, živi z mano in vsa ta njena družina in z različnih vidikov se ji nekako jo nosim s sabo, recimo zdaj trenutno se trudim, da bi njihov grob, ki je na Žalah med grobovi talcev, da bi tam bilo njihovo ime. Ta družina, ki so 4 so pokopani, oče, mama in 2 hčerki, ni imena in to sploh ni enostavno. Dobro, gospod Šinkovec, tudi vi imate neke slabe izkušnje z Ljubljano, z ljubljanskim županom. Na Ljubljanskem gradu so neki grobovi, ki so nepriznani, tam ne more biti maša. Kako je s tem? Ja, jaz sem bil župnik nekaj časa v župniji Svetega Jakoba v Ljubljani, to je takoj pod gradom, to vsi vemo, zgoraj na vrhu gradu, na Šancah, kot rečejo, je pa bilo medvojno domobransko pokopališče. Župnija ima seznam 147 imen tistih fantov, mož, ki so bili pokopani med vojno na gradu, torej na tem grajskem griču. To je bilo med vojno, po vojni je bil potem kar naenkrat razglas, da so bili prekopani in odpeljani po eni noči in to je bila tudi vira še do prednedavnega, da tam pravzaprav ni več pokopanih ljudi. Dr. Dežman je naredil poizkus, prosil ljubljanskega župana, če lahko naredi poizkus, če so tam še trupla, se pravi še pokopani ljudje, in je župan tudi sam podpisal to dovoljenje, sondažo, da se lahko to naredi. Potem, ko je bilo to narejeno, je dr. Dežman ugotovil, da so tam še pokopani ljudje, da pravzaprav to je mit, da so jih odpeljali. Da, mislim, da je točno, ne vem, mislim, da od 5 grobov so bili 4 še polni. Mogoče so kakšnega tudi odpeljali. To je naredilo čisto novo situacijo. Prej je bila vira, da tam ni ničesar, zato tudi niso dovolili nobenega znamenja. Ljudje pa iz Ljubljane, iz te župnije, pa verjetno še od drugih, tudi so na ta kraj nosili križe, da so jih postavljali, so bili potem izruvani, razbiti, in to je trajalo vsa desetletja naše samostojne Slovenije. In še vedno to na nek način traja, bolj in manj v določenih obdobjih, ko se pojavijo. Iz naše župnije je moj predhodnik, dr. Kokl, začel tam za domobrance vedno za te pokopane med molitev skupaj z župljani in z ljudmi, ki so tam vedeli, upali, da so tam tudi njihovi svojci. In so prihajali iz vseh koncev različnih Slovenije tja moliti. Hkrati je bila tudi v grajski kapeli, potem isti dan tudi sveta maša.
Ko sem jaz postal župnik in je bilo znano, da je zdaj tukaj da je še vedno pokopališče, se je pa ljubljanska oblast tega zdaj nekako ustrašila. In ko so predlagali spet, da imamo svetomašo za domobrance in dali to tudi oglas, da bo ta maša, je bilo potem prepoved, da tam te maše tam na grajski kapeli ne moramo imeti, ker to pač je grajska kapela v sklopu, je občina lastnik te kapele. Tako da smo se soočili s tem dejstvom. To nas je vse presenetilo, zakaj zdaj kar naenkrat, ker ta maša je bila že vsako leto že kar uvedena kot tradicionalna. Smo imeli še vedno molitev, potem smo to mašo prestavili v župnijsko cerkev svetega Jakoba, enkrat smo šli v cerkev svete Trojice k Uršulinkam, tako da ta maša nekako je naprej potekala, samo ne na Ljubljanskem gradu. Hkrati pa se je pokazala ta zadrega, kako je zdaj s pokopom oziroma z obeležjem, da to je pokopališče. Tudi na Žalah ni mesta. Tudi na Žalah ni. Se pravi, zdaj je odprto vprašanje, kaj narediti s tem pokopališčem, ker tam zdaj pokopališče ni to navadni travnik, to ni sprehajalnica, to je nekaj drugega. To je na Šancah je pokopališče in mi hodimo po tem. In hodimo po pokopališču in ga ignoriramo, kakor da ga ni. Imamo imena. Malo predtem je prišla ena gospa iz naše župnije, ker živi po Ljubljani, jaz sem doma iz Šentjerneja, in je spraševala, mogoče je na tem seznamu tudi naš stric, ali mislim, da je bil stric na tem. In so iskali, kje bi bil pokopan, ker še niso vedeli to, kar smo prej slišali, da ljudje še vedno iščejo, še vedno ne vedo, je tako konkreten primer. In smo šla gledati na ta seznam in ga je našla, tako da je našla in potem prišla tudi na te molitve vsako leto, zdaj odkar ve, da je tam pokopan. Torej zdaj so te maše? Zdaj letos pač se bo treba spet dogovoriti. Maše bodo gor ali pa bodo na gradu ali pa bodo nekje drugje, maše vsekakor bodo. Križa pa ni, obeležja pa ni. Obeležja ni nobenega. Moja misel, ko sem se s tem soočal, je bilo, in smo se tudi v teh naših nadaljnjih pogovorih pogovarjali tudi v pobudi vse posvojitve, meseli ta ideja odlična. Tako razmišljam o naši zgodovini kot takšni, rečem s to prispodobo, da smo vsi otroci iz istega dvorišča. Na dvorišču smo se igrali takšni in drugačni otroci, ali pa na igrišču v šoli, levi in desni, vsi smo iz istega igrišča, iz istega dvorišča. In zato moramo imeti to vse po svetu. To smo otroci iz istega dvorišča. Slovenija je majhna, vsi pripadamo temu narodu, tej zemlji in vsi moramo imeti tukaj prostor, tako v spominu, tako v zgodovini. In zato je to, se mi zdi, ta misel, pobuda vse po svetu zelo lepa. Tisto, kar sem jaz hotel predlagati, naši župljani so sami rekli, če ne bo nobenega obeležja zgoraj na občinski zemlji, potem bomo naredili na svoji zemlji neko obeležje s temi imeni. To smo začeli proces, nismo še naredili, ampak o tem župnija razmišlja. Tisto, kar se pa meni zdi ključnega, je pa to, kar je gospod Ferenc rekel na začetku, in se zelo strinjam, se mi zdi pa, ne more biti stvar župana. To ni vprašanje občine, da odloča o teh stvareh. To je stvar naroda, to je stvar širša. To ni stvar politikov, ampak stvar strok. In zato se mi zdi, da bi bilo nujno v državnem svetu prebuditi vprašanje, neko vrsto simpozij, posvet in vsi, ki se s tem na nek način soočamo, ustvariti skupno filozofijo, skupno kulturo, ne glede na kateregakoli umrlega, da imamo nek skupen pristop, kaj bo država kot država naredila, da imamo svojo lastno kulturo. In da potem, ne glede na to, katere politika je in katere politika ni trenutno na oblasti, imamo nek kulturni standard. In to se mi zdi, da je nujno. Do tega bomo pa prišli seveda v tistem trenutku, ko se bomo poslovili od totalitarizma. Mi se še nismo, kot je bilo tudi rečeno, poslovili od totalitarnega načina razmišljanja. Nekdo si vzame v svoje roke stvari, ki o njih ne sme razmišljati v demokratični družbi, ki so prepuščene ljudem, ne pa politikov. No, ampak vi ste pa vmes napravili nek pogreb, prekop. Kako je bilo pa s tem? To je tudi zanimivo, ko smo se o tem pogovarjali, pa eden od naših župljanov odkril, iskal, ko so tudi starši iskali enega od svojega sina, kje je pokopan, ker je bil v Šentvidu v zaporu, v
tem taborišču, takrat, če temu tako rečemo, je v tem umrl, je bil izdan mrliški list, tako da so vedeli, da je umrl, niso pa vedeli, kje je pokopan. Zdaj pred kratkim, ko smo se več o tem pogovarjali, potem gospod izvedel iz članka gospoda Dežmana, ko je objavil nek seznam pokopanih v Šentvidu za zidom, da je tam tudi njihov sorodnik. Imam tukaj tudi, to je bil Janez Vreček. Toliko za zanimivost, ker je ena konkretna oseba. Potem, kakšna trnovo pot so imeli starši, ko niso dobili obstajajo, vsa dokumentacija obstaja, starši pa niso dobili ničesar, ko so veliko prošenj vlagali skozi vsa leta, v 70 letih so umrli. Potem je ta gospod nadaljeval s tem raziskovanjem in dobil ljudi, ki so mu pomagali, da je odkril, kje je pokopan. Potem se vi poiščete, potem pomagal si z ljudmi, ki so prišli tja za izkop in tako naprej, da so ga našli. Po 2 različnih poizkusih so prišli do groba, ker so vedeli, da sta 2 pokopana notri po dokumentaciji in res tako je bilo. Tam so bili antropologi in vsi drugi, da so identificirali. Z gensko analizo. Vse so identificirali, tako da so točno našli. In ko so to odkrili, so se potem odločili, da tega fanta, njihovega sorodnika, prekoplje v svoj družinski grob. Mene, ko sem bil skupaj kot župnik takratni v tej fariji, so me povabili, da smo imeli to pogrebno slovesnost. To človeka pretrese in tam na tem istem pogrebu so bili tudi sorodniki od tistega drugega fanta, ki je bil v istem grobu, so jih povabili, da so tukaj odkrili, našli, če so vedeli in tudi niso vedeli, kje je njihov fant pokopan, njihov sorodnik, tako da oni so rekli, potem gospa rekla iz te druge družine, nas pa to še čaka. Radi bi tudi oni prekopali tega fanta iz nekje za zidom, za obzidjem zunaj pokopališča na nekem travniku pokopan, kjer je samo trava raste, nobenega obeležja, da bo končno prišel v grob, kot se spodobi, nekaj civilizacijskega. Dobro, doktor Ferenc, jaz sem poslušala na enem vašem predavanju, jaz sem bila pretresena, pripovedovali ste, kako ste vstopili v hudo jamo, kako ste potem iskali te grobove, kje so sploh ti ljudje. Zdaj vprašanje je najprej, koliko je sploh po Sloveniji trupel, za katere sploh ne vemo, da so, kdo so, kje so, kaj so. To je grozno. Ja, žalostno je to, da se je druga svetovna vojna končala na slovenskih tleh, ne samo za Slovence, ampak tudi za preštevilne narode, predvsem za Hrvate, torej vojsko in civiliste Nezavisne države Hrvaške, za četnike, za Srpski prostovoljski korpus, Ruski zaščitni korpus, raznih bosanskih milic. Tukaj je pravzaprav se zgodil grozen pomor vojnih ujetnikov in pa civilistov, zato je v Sloveniji tako iščemo oziroma smo našli tako veliko že grobov, evidentiranih je 750 lokacij morišč, ampak do zdaj imamo raziskanih, torej potrjenih z terenskimi raziskavami ali pa delno ali pa v celoto ekshumiranih 234, tako da nas čaka še ogromno dela, ne samo naše generacije, ampak tudi naslednje generacije. Tako da tisto, kar pa seveda nas je pa zelo presenetilo, oziroma kar je mogoče tudi, kot sem že danes slišal v oddaji, mnogim odprlo oči, pa so bili tisti posnetki iz Hude jame. Po 8 mesecih kopanja, po 2,5 metra na dan, smo potem 3. marca 2009 naleteli na ta nerazpadla trupla, na to belo kopreno trupel, ki so ležala v 8 plasteh, eden na drugem. Policija je potem našla tudi ljudi, ki so pri tem tako ali drugače sodelovali, in tudi če bereš njihove izjave in pa vse tisto, kar smo tam gledali, je nekaj takega, kar ti da v dušo in pa v srce, da moraš storiti vse, kar lahko, da se te zločini
in pa bolečine sorodnikov kakorkoli popravijo. In se spomnim, ko sem prišel iz Hude jame tistega dne, ko sem še v rokah držal tisto kamero in pravzaprav jokal od tistega, kar sem videl, smo si dali nekako roko tudi z rudarjem Mehmedalijem Aličem, da ga ni človeka, ki bi nas zaustavil pri nadaljnjem odkrivanju. Pa je bilo potem kar težko. Huda jama je bila prehuda za marsikoga. Kot veste, se je potem, ko je preiskovalni sodnik odredil, da ne bo več raziskoval v globino oziroma ekshumiral v globino jaška, se je grobišče zaprlo, posmrtni ostanki so se preložili v gajbice za sadje v en drug del rudnika, vrata so se zaprla za 5 let in v tistega obdobja 5 let, ko ni bilo možno ne raziskovati, ko ni bilo sredstev za raziskavo, ko ni bilo nedovoljen, je 5 let, ki so izgubljene in ki jih ne bo mogoče nadoknaditi. Sreče potem leta 2015 bil sprejet zakon o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev in pa tudi vlada Mira Cerarja je potem odobrila neka sredstva, okrog 480 000 evrov za vsa raziskovalna dejanja, za urejanje, za pokope, za ekshumacijo. Ampak pridejo pa drugi razlogi in težave. Naj samo povem, kako gre to v izvršni oblasti, zelo na kratko bom povedal. Nekje januarja mi v komisiji naredimo program za celo leto, vlada potem čaka in ga nekje konec marca ali pa v aprilu sprejme, potem gre nekaj mesecev, da resorno ministrstvo izvede javni natečaj, potem spet tedni in meseci in da se sklene neka pogodba z izvajalci in smo v septembru, konec proračunskega leta je pa v novembru, ne, in sredi novembra. In v 2 mesecih naj bi ekipe, ki to delajo, naredile tiste, kar jim je bilo zadano za celo leto. To je torej težko. Proračunska sredstva niso torej pravilno uporabljena, predvsem zaradi izvršne oblasti, ki je tako birokratsko zamudna pri teh postopkih, torej vseh teh javnih naročilih, pogodbah in tako naprej. Upam, da bo letos končno dosežen nek 2-letni natečaj, po katerem bo pač neko tista podjetja, ki so za to zadolžena, arheologi in ostali, imeli vsaj vedenje za naslednje leta oziroma mesece, kaj lahko v miru naredijo, ne pa da jim bo to prepuščeno za nekaj tednov v jesenskem mrazu in pa blatu. No, ampak, glejte, vprašanje je, zdaj navedli ste vse te narode, narodnosti, vsi ti so domnevno med temi mrtvimi. Vprašanje je, kako to, da te tuje države ne morejo na nek način doseči, da bi vendarle pokopali njihove sodržavljane, oziroma kako je s tem v tujini, kako bi vi rešili to stvar, kje bi vi pokopali te ljudi? Poglejte, saj 2 nekdanji okupatorski državi sta lahko prej urejali grobove svojih vojakov. Slovenija je v drugi polovici 90. let sklenila 2 sporazuma z Nemčijo in pa z Italijo. In nemški vojaki in koncesionar, ki je lahko izkopaval, ekshumiral nemške vojake, so te vojake potem dostojno pokopali na 3 vojaška pokopališča v Celju, Ljubljani in pa Kranju, medtem ko pa italijanske vojake, torej italijanske oblasti torej prepeljajo in pokopljajo na vojaško pokopališče v Redipulju. Torej je bilo v drugi polovici 90. let normalno delovanje v naši državi, ampak ne za naše državljane. In za državljane nekdanje naše skupne države. Mi smo čakali, poglejte, do leta 2003, da je bil sprejet nek zakon o vojnih grobiščih. Prej je bila vsa zakonodaja, v katere pa ni bilo vključeni te žrtve, ki so bile izbrisane, ki niso smele obstajati v neke jugoslovanske zakone. In leta 2003 šele je bil sprejet in po 6 letih procedur v državnem zboru nek invaliden zakon o vojnih grobiščih, ki je saj načeloma vključil ta prikrita grobišča, s tem, da seveda vsako resorno ministrstvo se s tem sploh ni hotelo ukvarjati in so bili veliki napori, korak naprej, korak nazaj v prepričevanju te izvršne oblasti, da pri upravljanju teh civilizacijskih postopkov. Poglejte,
Samo to vam povem. Šele 2001 se je neka občina sama odločila, da bo ugotovila, ali ima na svojem območju žrtve, torej Slovenska Bistrica v tistih 2 rovih tovarne Impol. Ne. In je sama začela te postopke in je potem v obe 2 rovih so ugotovili 431 žrtev. Tako da mi smo veliki zamudniki, sploh v prvem desetletju demokratične države se je mislilo samo, da bomo simbolno postavili 2 spomenika, zgradili spominski park Teharje in pa kapelo v Kočevskem Roku v jami pod Krenom in bomo s tem nadoknadili tisto, kar bi morali narediti. Ampak simbolno se tega ne da urejati. Simbolika pride potem, ko opraviš vsa terenska raziskovalna dejanja, ko opraviš tisto, kar mora vsak človek imeti svoj grob. In tako, da so bila, prvo desetletje je bilo povsem izgubljeno, v drugem desetletju so se pa začele potem nekje od 2001 šele evidentiranje. In poglejte, prvo lopato smo lahko z dovoljenjem ministrstva zasadili oziroma ugotovili šele leta 2006 na Pohorju z dovoljenjem. Torej, veliki zamudniki smo pri teh temeljnih humanitarnih in civilizacijskih postopkih. Doktor Juhant, zdaj kakšna je ta širina te pravice do groba? Povejte nam z tega verskega vidika, kako je s tem, kaj zdaj pomeni, da imamo pri nas 750 grobišč, kdo ve koliko lobanj leži noter, zdaj bom tako rekla, ker vsak ima eno lobanjo, ne, vsak človek, zdaj o kosteh bolj, da sploh ne govorimo. In kaj zdaj to pomeni, da mi na nek način hodimo mirno mimo teh trupel? Glejte, osnovno človeško izročilo je, da smo ljudje in da se nam pritiče dostojanstvo, to se pravi, da smo nekaj drugega kakor živali, kot kristjani rečemo, da smo ustvarjeni po Božji podobi in to je nekako prelito tudi v vse mednarodne ustanove držav, ustav njihovih in tudi zakonodaje, ki ščiti vsakega človeka od njegovega spočetja, če hočete, pa tudi do smrti, čeprav se te stvari v marsičem tudi rahljajo, kakor vidimo v sodobnem času. To se pravi, vsak posamezni človek je oseba zase in mu pritiče dostojanstvo. Vsi se tega zavedamo, saj otroka, ki pride na svet, mami vzame v naročje, ga ohranja in mu tako omogoči, da zaživi in preživi. In tako bi moralo biti seveda tudi v širšem družbenem življenju. Vsi vemo, da to terja tudi od nas vseh, da postavimo ustrezno okolje, ustrezen ambient, kjer bo ta človek lahko živel, preživel in tudi umrl. Seveda totalitarizmi in seveda tudi naš komunizem je se te zadeve bistveno postavil pod vprašanje in zaradi tega seveda se ta vzorec ponavlja naprej. Kljub temu pa veste, da imamo v naši družbi vendarle še vedno neko razlikovanje. Ko je bilo zdaj govora o tem gospodu Vrečku, če sem si prav zapomnil ime, ki je bil individualno pokopan, se zavedamo, tukaj so v ozadju sorodniki, ljudje, ki so ga imeli radi, starši, otroci ali pa drugi, ki so pač s tem človekom živeli in vsi čutimo, da je ta človek, ki je umrl, tudi naš in da je del nas odšel v večnost, zato ga moramo tudi pokopati. Zato gre tudi v tem prizadevanju, da dobi vsak mrliški list, pa tudi, da dobi on križ nekje ali pa neko drugo znamenje, kakršnokoli že. In poglejte, tu se v naši družbi tudi še vedno ustvarjajo velike razlike. Imeli smo neke velika dostojanstvena pokopavanja naših vidnih politikov, tudi tistih, ki so bili vpleteni v bivši sistem in so tudi vsaj po domnevah, lahko pa tudi utemeljeno pri nekaterih, povzročili to nasilje. Njih smo pokopavali z državniškimi častmi, preprostega človeka, ki je
tako rekoč v spletom okoliščin padel v ta ali oni okvir, bodisi domobrancev ali kot civilna žrtev, kot je prej gospa Vidar pripovedovala, ali pa kakšnih drugih, pač je bil umorjen, temu pa ne damo tega normalnega dostojanstva. Kakšna družba smo, da delamo take razlike in predvsem kakšna družba smo, da ne omogočimo vsem, da bi od življenja do smrti in dostojnega pokopa ostal človek spoštovan in tudi ustrezno obravnavan v življenju in smrti. In glejte, dokler družba tega ne naredi, dokler mi vsi, in seveda predvsem so za to odgovorni državni organi, ki morajo to izpeljati in se ne morejo pač obnašati, da pač nekaterim to ne gre. Če pa nekaterim to ne gre, potem je treba to dokazati, zakaj jim ne gre, je treba tudi imeti ustrezne razloge, ne pa na pamet govoriti, da določenim ljudem pripada vse, nekaterim pa nič. To se pravi, še vedno nismo demokratična družba in mislim, da tudi vsa ta naša prizadevanja gredo v to smer, da je treba vsakemu človeku zagotoviti dostojno življenje. Če ni bil obsojen, je domnevno, če ni bil obsojen, je še vedno nedolžen in večina teh ljudi, ki so bili po vojni pobiti, ni bil nobeden obsojen, tudi mnogi med vojno, in je treba te ljudi tako obravnavati in tudi vso zakonodajo in tudi vse organi države morajo z njimi temu primerno ravnati in jih tako spoštovati. Vsi pa, če se zavedamo, da je ta človek prav tako čutil s srcem, da je imel rad morda, je imel ženo, je imel morda punco ali je imel karkoli drugega, je bil človek, kakor sem jaz in je čutil, trpel in seveda potem tudi umiral, potem bo to sočutje omogočilo, da se bomo začeli normalno obnašati. In to seveda pomeni tudi način obnašanja, kako bomo zdaj drug do drugega. Veste, to nasilje, ki se dogaja v sodobni družbi, ne samo pri nas, ampak tudi po svetu, je tudi posledica tega, da nekako razvrednotimo to osnovno spoštovanje do človeka in nekako v sebi ne počistimo tistih zadev, ki nas obremenjujejo in zato to nasilje prenašamo naprej in slovenska družba ne bo dobro živela, če ne bomo teh zadev dostojno upravljali. To je zahteven proces, vsi se tega zavedamo, ampak to moramo narediti, da predvsem tudi, da bomo bodočim rodovom omogočili lažje in boljše življenje, kot je bilo tudi prej rečeno. Doktor Juhant, koga ste pa vi posvojili? Jaz sem posvojil strica, ki je bil umorjen na Teharjah. On je bil nemški policist. Po vojni se je z domobranci vrnil, je šel na Vetrin in potem bil tudi vrnen na Teharje. Tam ga je lastnoročno ubil oziroma do smrti pretolkel bližnji vaščan oziroma človek sosednje vasi, ki je bil en izmed tistih, ki so izvrševali poboje na Teharjah in je pokopan v teharskem tem odpadnem delu, ki prekriva tiste, ki so bili tam direktno umorjeni ob taborišču oziroma v taborišču. Gospa Bidar, zdaj ta akcija in tudi prireditev je imela naslov Ker smo ljudje. In to je zelo čuteč stavek, saj to vsak razume, ker smo ljudje. Ne? Zdaj, zanima me, na kaj vi naletite in zakaj se to dogaja. Ali mislite, da je tu veliko občutka krivde? Ne? Ker vsak pomisli, aha, in vsak pomisli, kaj zdaj to pomeni za mene. Ja, to se pravi, moji sorodniki bodo zdaj nečesa krivi. Mi nismo tega naredili, tega Nürnberškega procesa, nihče ni bil za nič kriv, za nič odgovarjal. Vse se skriva. Koliko je tega prikrivanja? Kakšen je ta vaš občutek? Veste kaj, jaz imam večinoma opravkov z ljudmi, ki ne najdejo prostora, da bi to svojo bolečino lahko dali ven, da bi lahko govorili o njej.
Se pravi, tisti del v glavnem ljudi, ki išče. Ja. In recimo taka zelo pretresljiva stvar se mi recimo zdi, ker na epokopališču ima vsaka od teh žrtev svoj pomnik, ne? In ljudje tam lahko kaj zapišejo v spomin, kakšne slike dajo. To je na vaši spletni strani, je tako elektronsko pokopališče. Tako, tam imajo pa vse žrtve svoj pomnik, ne? Tudi tiste, ki so še danes, Bog ve, ki je skrite, ne? In meni je tisto pretresljivo brati, tam, ko jaz začnem brati, se začnem zmeri jokati, kaj vse ljudje pišejo svojim dragim v spomin. Take pretresljive, občutljive stvari, kako jih pogrešajo, kako jim je, kako bi radi bili z njim in kako je tudi, to se mi zdi zelo dragoceno, kako so ti njihovi svojci na en način njihova vez z večnostjo. Ne? In zmeri se mi zdi, da gledamo na tak način te svoje prednike, ne? Da smo na en način povezani vsi. Ali je kdo do vas nesramen, ker odpirate ta vprašanja? Moram reči, da niti ne. Že to sem že dobila kaj, ali pa recimo kakšni spletni komentarji. Sam na srečo jih ni dosti, ko itak je tole taka pobuda, ki v tele glavne medije v glavnem še ni prišla zanj, če je nekaj bilo, ampak večinoma pa še... Ignoriramo, ne? Tako, ja, bolj po teh cerkvenih medijih. Sem in tam so pa vsi ljudje naklonjeni. Enkrat je bila oddaja, celodnevna, se pravi, na Radio Ognjišče je bil cel dan posvečen vseposvetitvi in se lahko ljudje klicali, so bili odprti telefoni in je prišlo okrog 500 sklicov. In so ljudje imeli potrebo tudi razlagati svoje zgodbe in potem, takrat sem videla, to je že dolgo nazaj, sem videla, kakšna moč je to v ljudeh, kako jih to pritiska in kako si želijo nek najti eno uho, ko bi kaj čulo, ko bi prisluhnilo tem temu. In jaz mislim, da je tole taka velika reč, ko je zelo škoda, da pravzaprav pri nam tole gre samo na etični pogon, ne, kaj se smo čuli doktor Ferenca, ne, tista notranja zaveza, da je treba kaj narediti, ne, to je tista, ne. Medtem, ko mi imamo državne organe, jaz ne vem zakaj, pa nimajo posluha za to. Gospod Šinkovec, vi ste prinesli 3 knjige, kaj ste želeli opozoriti? Ja, nič to je. Temna stran meseca, ki je dobro, najbrž vsi poznate, ki se to temo ukvarjate, tukaj je uvodnik od Dragota Jančarja, ta me vedno znova pretrese, ker na uvodu razloži prvi obisk tovariša Tita, takrat v Ljubljani, in uvodnik, ki je imel Tone Seliškar takrat ob tem obisku. In takrat pravi, tako zanimiv stavek, ki ti gre res srh te spreleti. Mi pa bomo in smo že s krvjo vžgali v naša srca maščevanje kot program in vsebino, da bo družbo, izdajalce in krvnikov uničimo in stremo in tako naprej. To je Titov govor. To je Titov govor, da je Seliškar je uvodnik. Da je to program in vsebina. Prav, da je v neki ideologiji v programu, v sami ideji ubijanje. Ne? To se mi zdi, da je tisto, kar moramo vedeti, zakaj je to tako težko, da se od tega poslovimo. Če imamo krščanstvo ali pa mnoge filozofije, ki so same po sebi miroljubne, potem lahko tudi nekdo nekaj ubija, ampak je stran izven svoje ideologije, izven svoje ideje. Se za svoje ideje bori na napačen način. Če pa je v programu, v vsebini same ideologije ubijanje, tam pa potem ne moreš ven iz tega. Ne? In imamo užgano v srcu. Imamo užgano v srcu. To je tako pretresljivo in to priporočam vsakemu, ki je. Drugo, kar sem dal tukaj tako malo za vzdušje, je od Berdjajeva, ki razmišlja o ruski revoluciji, izviri misel ruskega komunizma. Toliko različnih stvari. In tukaj ima eno od misli, pravi, tudi revolucija na koncu je del zgodovine in jo moramo vzeti kot del nujne zgodovine. Se zgodi zato, ker se znotraj naša družba ni samo evolucija iz slabega v dobro, pa v dobro, ampak je tudi stalno razpadanje. Zato, ker se v to našo družbeno življenje odkre toliko negative in so, on pravi, iracionalne sile, kar pomeni pravzaprav duhovne sile, ki delajo tudi destruktivno ves čas in ni samo stvar človeškega uma in človeške zgodovine. Ta delček se mi je tako zelo pomenljiv. Tretjo knjigo pa imam iz Šentjerneja, tam, kjer sem doma, kar sem že omenjal. V župniji Šentjerneje so zbrali vse pobite iz te naše župnije, jih identificirali tako lepo, vsak ima svojo sliko,
levo, desno, ni važno kdo, ti so vsi naši farani, so rekli, tisti, ki so bili pa partizani, domobranci, civilne žrtve, potem so seveda, kar je zanimivo v tem, da je v eni župniji, ki je imela okrog, mislim, da takrat 6000 prebivalcev, 615 žrtev med vojno. Če rečemo pa to v primerjavi z okupatorji, 10 Italijanov in noben nemški vojak ni umrl v Šentjernejski fari. To se mi zdi takšna zanimiv podatek, ki da razmišljati. To, kar pa sem hotel še podariti ob tem razmišljanju, pa vsem tem našem pogovoru, pa je tale misel, da ne samo, da pokopljemo, da vsak ima pravico do groba, da ta odnos do pokojnih je tudi odnos do nas samih. In to se mi tako važno. Dokler mi ne bomo naredili spoštljivega odnosa do pokojnih, da jih bomo pokopali spoštljivo, pomeni, da cenimo človeka kot človeka. Zato tudi grob pravi. Dokler pokojnih ne bomo spoštovali, tudi sami sebe ne spoštujemo. In torej mi ne moremo živeti. In poleg groba, kot duhovnik pa seveda razmišljam še bolj, vsaka umre telo, duša ostane. Kaj se s temi dušami dogaja? Za te duše moramo pa moliti in za njih darovati svete maše. V to smer se zelo trudim, da smo zbrali že veliko svetih maš za vse te različne poboje v Hudi jami, v Kočevskem rogu in tako naprej in tako naprej. In ta delček sem ga tako nekako jaz posvojil, da bom skušal nekaj narediti, da se čim več maš daruje za vse tiste pokojne, ki nimajo še miru na drugi strani. Nimajo miru. Mislite, da blodijo kot nek Ahasver? Kakorkoli si to že predstavljamo, pač nimajo miru, se pravi, niso še rešene duše in rabijo pomoč. In dokler jih ne rešimo, mi jim lahko pomagamo. V naši veroizpovedi verujemo v občestvo svetih, nas na tej strani, na zemlji in tisti, ki so na drugi strani. Tisti, ki so v nebesih, nam pomagajo, tisti, ki nimajo še miru, pa moramo mi njim pomagati. In v množici, takšni veliki množici ljudi, seveda je tam res si predstavljam še mnogo duš, ki nimajo miru. Dobro, mi smo žal pri kraju oddaje, ampak vendarle, doktor Ferenc, vas pa vprašam kot zgodovinarja, kaj bi pravzaprav lahko storili, da bi tudi zgodovina kot veda pripomogla k tej spravi, k temu spominu, ne samo pravici do groba, ampak do spomina? Ja, sej zgodovinarji pač tudi raziskujemo in pišemo, objavljamo. Vprašanje je, če to tudi vsi berejo, pa če to pride do njih. Ampak bom tako rekel, v naši skupnosti nam primanjkuje, da bi se vsaj poslušali strpno. Kaj šele, da bi se razumeli, kaj šele, da bi sprejeli bolečino en drugega. Mislim, da se moramo nad tem zamisliti, da je v naši družbi zelo prehitro pride do nekega etiketiranja, ko se začnemo ukvarjati z temi temeljnimi pietetnimi dejanji. Ampak poglejte, v prejšnjem obdobju je bila zgodovina pisana nekako črno-belo. Imeli smo dva pogleda, ki so jo seveda zakoličili zmagovalci in poraženci. In zaradi teh dveh različnih pogledov imamo vsi svoje kraje spominjanja, ne? In zato tudi razklan zgodovinski spomin na eno od ključnih obdobij slovenske preteklosti. In v prejšnjem obdobju pač ni bilo prostora za zločine povzročene v imenu osvobodilnega boja, niti o zlorabi komunističnega vodstva pri zagotovitvi oblasti. Zdaj, seveda, z demokratizacijo se je začelo to revizija enostranske pripovedi jasno pisati in seveda vemo, da je Sloveniji to obdobje zelo kompleksno dogajanje z značilnostmi, ki jih morda pri drugih narodih težko opazimo ali pa jih ni v taki obliki ali pa vsaj takšnem obsegu. Ne? Prepletovanje, preplet okupacije, aneksija, osvobodilni boj, revolucija, protirevolucija, kolaboracija, državljanska vojna. Ampak, če bom tako rekel, pač treba je to družbenemu sožitju, pa če hočete lahko tudi to zlorabljeni besedi sprava, ki bi bila neobremenjena s preteklostjo, tukaj se navezujem na izjavo Slovenske akademije znanosti in umetnosti, da se temu lahko nekako približamo z nekim prizadevanjem za poznanstveno utemeljenih raziskavah o medvojnih in pa povojnih dogodkih, seveda pa z njihovim ocenjevanjem tudi po splošno veljavnih etičnih, znanstvenih načelih,
pa tudi kot se to trudimo z pietetnimi in spominskimi dejanji, ki bodo namenjena vsem padlim in pobitim in pa umorjenim. In kolikor je pač mogoče popraviti krivice, predvsem pa prenehati z medsebojnim obtoževanjem, izključevanjem in kot pravi tudi v izjavi Slovenske akademije znanosti in umetnosti, spoštovati drugače misleče. Ja. Torej, spoštovani gostje, najlepša hvala za vaše komentarje in vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost in nasvidenje. Glejte nas spet čez 2 tedna.